sem bila zelo presenečena, ker mi je bil podeljen in tudi počaščena ob tem nazivu. Še posebej zaradi tega, ker s to organizacijo RIMS, s katero smo organizirali kongres, sodelujem že nekaj desetletij. Pa sem tudi članica skupine za delovno terapijo, v enem mandatu sem jo pa tudi vodila. Je pa res, da smo kongres lahko izpeljali s pomočjo kliničnega oddelka za bolezni živčevja, še posebej s Centrom za multiplo sklerozo pri Nevrološki kliniki v Ljubljani. S tem nekako pokažeš, da stroka je na nekem sodobnem nivoju in da je tudi sposobna dosti zahtevne organizacije in je na nek način priznanje bilo našemu centru za MS, ne samo meni. Še posebej pomemben za rehabilitacijsko znanost, ki je razmeroma mlada stroka. Da ne govorimo o sami delovni terapiji, ki si še krepko tlakuje pot na področju spoznavnosti v našem in tudi v svetovnem merilu. S tem promoviramo našo državo in smo tudi mi imeli primere, ko so se udeleženci, sicer v zelo kratkem času zaradi covida, vrnili v Slovenijo. Absolutno, ker to definitivno pomeni priznanje za lokalno, se pravi za lokalno stroko, obenem pa tudi priznanje za Slovenijo, ki jo prikaže v dobri luči. V današnjem času so kongresi na en način izziv, zato ker potekajo bodisi digitalno ali v neki meri hibridno. Verjetno bodo zaradi epidemioloških situacij nekaj časa še kar hibridni. Kongresi v živo imajo veliko prednost, zato ker omogočajo druženje, omogočajo izmenjavo mnenj, ohranjanje stikov, nenazadnje se lahko dogovoriš o kakšnem skupnem projektu. Recimo po mojih izkušnjah smo v skupini za delovno terapijo v teh desetletjih izvedli 3 multicentrične študije, o katerih smo se dogovorili na teh sestankih v živo.